Ko so v knjižnici Franceta Balantiča v Kamniku premišljevali o tem, katerim knjigam dati prednost v prihodnje, so se hkrati vprašali, kdo vse v njihovem mestu živi. Prišli so do pomembne ugotovitve. Je zelo veliko priseljencev, ne Slovencev, ki jim pa nimamo pravzaprav ničesar za ponuditi v maternem jeziku. Bralcem jezikov nekdanje Jugoslavije so ponudili medkulturno zbirko, s katero se ne more pohvaliti veliko slovenskih knjižnic. Z zbiranjem prvih knjig ni bilo težav. Veliko gradiva smo dobili zastonj kot donacijo z veleposlaništev, tako srbskega kot bosanskega, kosovskega, tudi črnogorskega. Veliko so nam darovali posamezniki, med njimi tudi pesnik Josip Osti. Knjižna zbirka deluje že eno leto, stroka jo že omenja kot dobro prakso, njeno prepoznavnost še vedno gradijo, a izkazalo se je, da za zbirko obstaja tudi širše zanimanje. Je pa zanimivo, da si izposojajo tudi Slovenci, odrasli, ki se želijo majčkeno obuditi znanje srbščine ali hrvaščine. Mi bi si pa želeli, da bi malo več sodelovali z družinami in pa majhnimi otroki. Po začetnem opiranju na donacije zdaj knjige tudi kupujejo, kar pa zaradi slabih povezav med knjižnimi trgi ne gre vedno zlahka. Hrvaške se pa še nekako dobijo, bosanske pa albanske pa srpske pa malo težje. Ena izmed rednih uporabnic medkulturne zbirke je Fadila Božimkić Halilović, ki v Kamniku živi že 26 let. Do sada sam, ako sam željela da pročitam nešto na jeziku, u svom maternjem jeziku, morala sam da kupim knjigu, tako da mi je veliko zadovoljstvo da mogu da odem u svoju matičnu knjižnicu, da posudim koji je od naslova od neki od naših pisaca. Kot redna obiskovalka knjižnice in hkrati pripadnica manjšinske skupnosti je tudi sama pomagala pri oblikovanju zbirke. Ker dela v šoli otrokom in staršem pogosto tudi priporoči katero izmed knjig. Mislim da polako zaživljava ta knjižnica na veliko zadovoljstvo svi u nas koji smo tu, koji smo je ostvarivali i možemo da pročitamo konačno nešto na svom jeziku. Poleg večjezične knjižne zbirke imajo v kamniški knjižnici tudi tečaj slovenščine za tujce. Tako lahko pripadniki manjšinskih skupnosti ostajajo v stiku s svojim maternim jezikom in se hkrati učijo jezika okolja, v katerem živijo.